In ta proces je po tej včerajšnji odločitvi oziroma dogovoru dobil ime Ljubljanski proces. V naslednjih letih boste to besedo velikokrat slišali. Gre enostavno za proces, ki naj v Evropsko unijo uvede to peto svoboščino in odpravi vse ovire za prost pretok znanja. Torej, znanje in vseživljenjsko izobraževanje ostajata ključna tudi v tem drugem ciklu izvajanja prenovljene Lizbonske strategije za naslednja 3 leta. Enostavno se izhaja iz izhodišča, da tisti, ki ustvarja, prispeva k razvoju, tisti, ki prej najde zaposlitev, seveda prej začne prispevati k temu, da bo Evropska unija dosegla 70% zaposlenost, kar je cilj, ki so seveda nekatere države že dosegle, večino pa smo od tega še oddaljeni in seveda cilj je tudi ostati čim dlje aktiven. Raziskave, ki so bile narejene za zadnji evropski vrh, so pokazali nekatere zanimive rezultate. En od teh rezultatov recimo kaže, da to so raziskave Eurobarometra, da skoraj polovica prebivalcev Evropske unije še nikoli ni pomislilo, da bi ustanovilo svoje podjetje ali začelo kakršnokoli aktivnost na lastno iniciativo. Zaradi tega je dan poseben poudarek malim in srednjim podjetjem, odpravljanjem vseh tistih ovir, ki kakorkoli vplivajo na predolge čase za to, da se neka ideja prelije v prakso in da zaživi in začne dajati rezultate. V Evropski uniji mala in srednja podjetja predstavljajo po številu 99% gospodarskih subjektov, tudi največjega delodajalca. In seveda vedno je tako, da, oziroma skoraj vedno je tako, da ni možno, da kar takoj nastane veliko podjetje. Najprej nastane malo podjetje.